Dobrodošli na odru, glasbeni platformi, ki podpira kvalitetne glasbenike. Na našem odru se bodo zvrstili bendi, solisti ter drugi izvajalci in dokazali svojo glasbeno moč. Ampak naš oder ni samo prostor za nastopanje. Gostili bomo tudi legende, poznane glasbenike, ki bodo z nami brez filtrov delili svoje bogate glasbene izkušnje. Da, dragi moji, to je oder. In danes je z nami Boštjan Pertinač. Cveti se, dela že dan, šiška se zbuja, odmoram drugam. Pesem me vleče nazaj tja na Kras, kliče me sonce in kliče me vas. Pridi kdaj mila, odpeljem te v Trst, na kavo gin tonik, 4-5 vrst. Tebi pišem pisma in pesmi, dej popa zresni. Med nama je nekaj več kot le beseda. Ljubiva se tiho, se dela že dan, Kras se prebuja, odhajaš drugam. Pesem te vleče v belo Ljubljano, vrvež mesta v tvojo trdnjavo. Pridi kdaj mira, odpeljem te v Trst, na kavo gin tonik, 4-5 vrst. Tebi pišem pisma in pesmi, daj popa mal se zresni. Med nama je nekaj več kot le beseda. O, tebi pišem pisma in pesmi, daj popa mal se zresni. Med nama je nekaj več kot le beseda. Kot roža cveti se, dela že dan, Kras se prebuja, mora drugam. Pesem te nesla te v moje naročje, sonce usliši za moje prošnje. Pridi kdaj mila, odpeljem te v Trst, na kavo gin tonik, 4-5 vrst. Tebi pišem pisma in pesmi, daj popa mal se zresni. Med nama je nekaj več kot le beseda. O, tebi pišem pisma in pesmi, daj popa mal se zresni. Med nama je nekaj več kot le beseda. Odličen Boštjan Pertinač. Dobrodošel, Boštjan, na odru. Hvala. Dobrodošli tudi seveda vsi tvoji iz benda. Si bližji. Vsi bližji, tako. Jaz pa na naš oder vabim in pozdravljam tudi legendarnega slovenskega glasbenika, to je Andrej Šifrer. Pozdravljen, Andrej. Dober dan, večer, jutro. Kako ste, Andrej? Boljš, ko zgledam. Ampak zgledate dobro. Ne, zgledam super. Zgledate super, tako. A veš kaj, če samega sebe nimaš rad, te nihče ne bo imel rad. In če sam s seboj nisi zadovoljen, ne moreš osrečiti nikogar. Čudovito. Lahko bi tole že napisala za kakšno pesem. Dober, izvoli. Kako se vam tole zdi, Boštjan? Tole je pesem. več kot tole. In sicer
deluje v tem smislu kot avtorji, pevci ali singer-songwriteri ali kantavtorji imamo več imen za isto stvar, ampak dejstvo je, da to je tisti človek, ki piše o svojih občutkih in poje o svojih izkušnjah, kar pomeni, da to ni tako, kot so bile včasih popevke. Nekdo je napisal besedilo, drug muziko, tretji aranžma, ta četrti je pa pel, pa pravzaprav ni nujno, da je izražal svoje občutke, ampak od nekoga drugega. Zato je avtorska pesem tisto, od koder jaz prihajam in kjer Boštjan nadaljuje v kdo ve kateri generaciji. Hvala. Odlično, ampak Boštjan, o čem ti poješ? Kaj je glavna tvoja vsebina pesmi? V bistvu jaz pojem tisto, kar čutim tisti moment. Ni, da imam neko eno in isto zgodbo, ker pesmi so zgodbe. In vsakič, ko dobim neko primerno zgodbo, jo pol uglasbim. Tako da pač pojem o zgodbah. Pa vedno izhajaš iz sebe. Ne vedno, kdaj so tudi zgodbe o kom drugim, kot bo tudi naslednja pesem z naslovom Darko, ko je neka himna velikih junakov malih gostilen. Od majhnih nog so pravili, je poseben lik, Darko se štema, ne dela razlik. Rad je kaj izpil, rad je kaj skadil, kdaj pa kdaj po nesreči se ga manj napil. In če ga strašiš, zatrkira, uri koha. O, Darko, že spet si pijan, o, Darko, že spet nakrhan, o, Darko, pozna ura je že, v baru miška vrti se tvoj svet. Vsak dan od 3:30 naprej v miška baru, na Bazoviški 7, tam v svojem raju, klapa debatira, s bebando rešijo svet. Darko za šankom zakinka spet. In če ga strašiš, zatrkira, uri koha. O, Darko, že spet si pijan, o, Darko, že spet nakrhan, o, Darko, pozna ura je že, v baru miška vrti se tvoj svet. O, Darko, že spet si pijan, o, Darko, že spet nakrhan, o, Darko, pozna ura je že, v baru miška vrti se tvoj svet. Bog je Darko in dan zakinko je zem zmeri. V nebesa pršel spet lačen po stari veri. Sveti Peter ga pelje v menzo in na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. In pa reče, ma vse finoma, kje pa je glavna jed? Veš kaj? Tam so vrata. Ej, o, Darko, že spet si pijan, o, Darko, že spet nakrhan, o, Darko, pozna ura je že, v baru miška vrti se tvoj svet. O, Darko, že spet si pijan, o, Darko, že spet nakrhan, o, Darko, pozna ura je že, v baru miška vrti se tvoj svet. O, Darko, moj Darko. Boštjan, pridi bližje. Bomo mi malce pogovorili, usedь se, prosim.
Kar usedi se, ker če s kom drugim, potem lahko z vama, pravima kantavtorjema, govorim o vsebini in o vseh besedah in besedil. Direkten prenos. Kaj pa tako grdo gleda? Ali gremo še enkrat od začetka? Okej, ne, kar usedi se. To so napake, ki jih moramo Ja, tako. Samo je opasen. Počakaj, kje smo že bili? Aha, tukaj smo. Torej, če s kom, potem lahko z dvema kantavtorjema govorim o vsebini, besedilih in zgodbah. Povejta mi, a sta vidva pevca, glasbenika ali sta pripovedovalca zgodb? Boštjan. Jaz sem bolj za pripovedovalca zgodb. Nikoli se nisem za pevca, glasbenik mogoče, ma pripovedovalec zgodb pa ja, odvedno. Andrej. Ja, jaz mislim, da se izmišljujemo, ne? Da smo izmišljevalci. Ne? Ampak tako, kot je lepo Boštjan prej povedal, nekaj je mojih izkušenj v pesmih, nekaj pa tujih, recimo. Ne? Jaz sem napisal pesmi, ki so čist tuje, ampak so mi bile blizu. Ne? In zato še enkrat pravim, mi smo avtorji, ki tudi pojemo. Ne? Kajti tako, kot prej, neke popevke so imele drugačno strukturo, drugačne to se pravi, avtorje, ki jih je bilo več, mi pa prodajamo svojo izkušnjo. Mi prodajamo svoje življenje. In zdaj, če kupci obstajajo, fajn, če pa ne, pa nikoli ne bodo zvedeli za krasne zadeve in krasne zgodbe. Ne? Andrej, pišete bolj zase ali za poslušalce? Za oboje. Na koncu koncev mora biti tebi všeč. To je... In velikokrat se je zgodilo, da nekaj, kar nisem vedel, ali bo to šlo skozi ali ne, je blazno fajn ratal. Recimo, ker moj oče nikdar razumeti noče, da se svet postaral je za dobrih 40 let, od takrat, ko je moj oče bil še mlad, je bila v resnici hišna zafrkancija na očeta, ki ni maral moje muske. In moj oče prav, ki je v dialektu, Madonna, ti spravnik pa je v služba. Ti nisi za pet. Ti nisi za petje, ne. Ti ne znaš pet, ti nisi glasbenik, ti nisi muskontar. Lej, samo izobrazba ni, poklic ni izobrazba, ne? In izobrazba ni nujno, da je poklic. Poklic je tisto, za kar si poklican. In mene kličejo že 50 let. In to je to. Boštjan, kaj pa te pomeni, da te občinstvo sprejme, tvojo glasbo in tvoje besedilo? Mislim, to je neka najlepša potrditev, da to, kar delaš, je dobro. Ne? Kaj, mislim, da muzika mora biti narejena zelo, da dela dobro, ne da dela slabo. In ja, to pač, da recimo ti delaš te komade kot otroci, ne? In ko jih končaš, tu zrasen gre, odleti kot ptica ven z gnezda, niso več tvoji. In je zanimivo, kako se določene pesmi pole dobijo čez čas čisto drugačno podobo. Ne? 50 let glasbenega ustvarjanja gospoda Andreja Šifrerja, legendarnega glasbenika. Prosim. A sva lahko na ti? V redu, bova na ti. Lej, Bova na ti, kaj je, hvala živijo? vam. Evo, Hvala, živijo. da se ne bomo kregali. Tako, dragi gledalci, z Andrejem Šifrerjem sva na ti. To je tudi nekaj, ne, to mi je v čast. Tako, hvala vam, Ne, pa lahko hvala ti. vikaš. Tudi tebe, midva se že poznava, ne, ja. tako. In 50 let. Ja, jaz ne vem, se niti ne znam predstavljati, ko jih nijem niti 50. Ne? Kaj šele 50 let glasbenega ustvarjanja. Počakaj, še prideš. Ja, upam, vsaj upam, bi bilo šaldo lepo. Koliko Andrejevih pesmi poznaš? Mislim, da jih poznam kar dosti, ma zdaj z glave sem kle pred mojim vzornikom, imam malo tako tremo. Ne? Andrej, ampak ko se mi je Boštjan predstavil, kdo je, ne? Okay, meni se veliko predstavijo ljudje, pa tako, živijo, ja, Boštjan, okay. Pa prav, jaz sem prebral tvojo knjigo. Volkovi. In je ena najboljših slovenskih kriminalk. Res? Ja, meni je Wow. grozno všeč. Ki je pa to rekel, sem ga pa objel. Ja, zdaj pa nekaj posebenega. In pa so pa spila 2 flaši vina. Kako se pa tebi zdi
Boštjan? Lej, Boštjan je ustvarjalec, veliko usporednic vidim, ne? Tudi v bendu, ker jaz sem začel z akustično kitaro, violinco, klavirjem, bas, včasih je prišla električna. Prva moja plošča, moj žul, o veliki plošči govorim, ima v bistvu točno to zasedbo, kot jo ima Boštjan danes. Ne? To se pravi, nam je to blizu. Sploh ne kaže let, ne? Ne, zelo dobro izgledajo, ja. Ja, in to je fajn, da mi imamo radi te zvoke, ne, ki so lahko akustični, lahko so mehen trši, vse se da narediti s to zasedbo. Ne. In res je, da sem jaz snemal v Angliji, ne, takrat še ne, ampak kasneje pa zelo eminentnimi ljudmi. Eden izmed njih, George Fenton, je 5 let kasneje dobil Oskarja za muziko v filmu Gandhi. Ej, pa na moj plati igra. Bravo. Ne, to se pravi, in to, lej, potencialno so tle bodoči Oskarjevci. Ja, kako pa je vplivalo to na vas? Na tebe. Ja, oziroma na vaš bend, na tebe, tako. Zdaj, tako je. Glavna zgodba je bila, da naročniki, založba kaset in plošč, ni bila najbolj zadovoljna z mojim izdelkom. Kaj ti? Oni so bili navajeni, big band, pihajo, tolčejo. To je bilo pa, recimo, Stoj Marija, ne? To je samo akustična kitara, violinca, santor, to je eno indijsko glasbilo, in nič drugega. Verjeli smo v manj je več. Ne? Tudi moje miške ima čist isto zasedbo, potem Vasovalec, potem je Vonj železniških postaj. Verjetno še vedno imam ljudi, ki pravijo, da je pesem Življenje včerajšnjega časopisa, kjer primerjam človeško življenje z časopisom, ki nas sveži nov se rodi, naslednji dan ga vržemo v smeti. Ne, to se pravi, da je bila to že neka duhovna kategorija, ne, ki jo in še danes eni, sicer po skoraj 50 letih, pravijo, da so to moji najboljši komadi. Ne. Seveda, vedno bo nekdo, ki bo rekel, to je bilo najboljš, tole pa ni bilo najboljš. Ampak vedno so pa tudi ljudje, ki vidijo in najdejo v vsakem obdobju nekaj dobrega. No. In mislim, da bo to z Boštjanom, da čim več je treba posneti, čim več je treba poskušati. In najboljša stvar so koncerti. Koncert je stik z ljudmi, ker oni to začutijo. Veš? In tudi veš, kje si zadev. Ker ti v resnici pišeš ne samo svojo zgodbo, tudi zgodbo nekoga drugega, ki se prepozna v temu. Ne? In recimo, velikokrat pridejo ljudje do mene pa rečejo, to si napisal o meni. Ne? Poznam ta občutek, ja. No, in to je najboljše, tukaj vidiš, da si nekoga zadev v živc. No, ampak je tudi tebe zadev v živc, Andrej, glede na to, da si rekel, da ti je vzornik. Po čem si se ti zgledoval? Mislim, on je dejstvo, da je en prvih kantavtorjev v Sloveniji, ne, poleg Domicelja pa Pengova. Ne. In ko sem bil mlad, te pesmi so itak že ponarodele in so skoraj vsaki pesmarici dobiš Spavanka za Evo, pa za Prijatelje in podobne pesmi. In s temi pesmi sem jaz rastel in se učil tudi kantautorstva, ki je pač, kot smo rekli, kitara in vokal. Ne. Tako da, tako je. Ja. In to je ena od prednosti. Če imaš bend, se sliši zelo dobro. Če pa ne, pa ti sam lahko odigraš. Ampak kaj je pesem je dobra, če lahko zaigraš samo z kitaro ali pa samo s klavirjem. Takrat je pesem res dobra. Če ne, če rabiš ti jo polepšavati z ostalimi inštrumenti, ostali inštrumenti ne bi samo nadgradili pesem, ne pa jo naredili. Pa ravno to sem te želela vprašati. Kaj ti je kot kantautor lažje?
Kdaj se počutiš bolj ti, ko nastopaš samo s kitaro in pripoveduješ ljudem, ali ko imaš tako fantastičen bend za sabo? Ali je to tudi neka zgodba, ki te mika? Mislim, definitivno me mika to spraviti na čim več odrov, ker mislim, da fantje in dekleti so fenomenalni. Tudi intimni koncerti imajo svoj čar. Težko bi izbral, ker je oboje je drugačen vibe. Tudi če smo samo v trio tu, ampak tisti šus, ko ga da band na velikem odru, mislim pa, da vsakmu izvajalcu požene kri po žilah. Je ta prav feeling. Tako, in ja. to smo doživeli že tudi danes in še bomo, tako da te nazaj vabim na oder in bomo uživali v naslednji tvoji skladbi in tvojem bendu. Izvoli, Boštjan. Lahko? Kaj pa tako grdo gleda? Grozljivo. A zini gor? Dragi gledalci, Boštjan Pertinač. Zjutraj odvine zaspat, prebudim se v nov dan. Lava težka, trudne noge, komaj se spravim sob. Deljo se vsi dobimo, da odnose manj skladimo. Tata, mama, teta, stric, nožev preveč, ravno prav šnic. Juha, meso in krompir, pojemo se, da nora dobi mir. Maku več ne odnem si pa za ruknjo dve. Nono pa spodbuja, ajmo, Liza ponuja. Na radiju glasba po željah, časopisu članki o zvezdah. Zimi smučarski skoki, za mizo nedeljski zvoki. En se na kavč skrudi, drugi pa ob mizi bluzi. Tata, mama, teta, stric, nožev preveč, ravno prav šnic. Juha, meso in krompir, pojemo se, da nora da mi mir. Maku več ne gre, odprem si pa za luknjo te. Nono pa spodbuja, ajmo, Liza ponuja. Z ozadja mize pa se le sliši glas. Ma kaj si pa nesel s sabo kitaro? Slušaj, one tam, važno je samo da si hrt, sit in debel.
dinamično, energično. To pa je malo drugače. Andrej, tudi ti si v živu. Publika je znorela. Publika je znorela, midva sva danes glavna publika. Pridi po mikrofon, ja, takole. To pa je bilo, ne, malo dinamično, ne, malo na poskok. Tako, ja, tako. Mislim, ta je ena redkih pesmi, ko nisem sam avtor in je krivc zadnji moj kolega, prijatelj iz Trsta, skladatelj, pianist Čau. Lorenzo Vizentin. Čau. In mislim, da bi lahko on tudi kaj povedal, ne? Ali rajše ne, bomo drugič. Tako, naslednjič, ko se spet vidimo, da bo tudi Bo on kaj izvadil, da dobil pove kaj po besedo. slovensko. Tako, Andrej, kako se pa tebi tole zdi, ne? Pa je manj. Lej, to je moj področje. Od tukaj sem prišel in tja grem. To je zelo podobno. Namreč imel sem to srečo, da sem bil mlad v času Woodstocka, ko so se pojavili Crosby, Stills, Nash and Young. Potem so se pojavili James Taylor, Johnny Mitchell. To so bili pesniki v glasbi. No, ampak hočem reči, da so bili to učitelji nadaljavo. Jaz sem sicer kasneje spoznal Jackson Browna. Ne? Jackson Brown, vsi so ga mešali z James Brownom, pa, tako, ampak v resnici je bil to tip, ki je znal nekaj povedati, kar jaz nisem znal in sem se rekel, kako to, da on lahko, jaz pa ne znam. Ne? Ampak potem sem ugotovil, da moraš napisati 50 komadov, ki so za Andrek, potem se pa pojavi en stavek ali kitica, ki pa je na nekem nivoju. Pri 70. komadu je pa lahko že skoraj cel komad dober. No? Ampak hočem reči dober. Se je on tudi dober, ampak je običajen. Ni nič posebnega. Ampak prej sem omenil življenje včerajšnjega časopisa, lahko omenjam še kakšno drugo, recimo, ker obstaja razmišljujoč šifrer, romantičen šifrer, lahko rad bi pel ti kot Jackson Brown, recimo, ne? Obstaja hudomušen šifrer, to se pravi, veliko ljudi je v temule, ali pa tlenotno. Ampak kot si prej omenil, Andrej, ne, da rabiš 50 pesmi in več, da prideš potem do tiste prave, a z leti delaš manj napak. Veš kaj, dvigneš nivo in veš, kaj gre skozi, kaj pa ne. A ne? In to je, like sem rekel, 50 komadov, lahko jih je 30 ali 40, ampak pomeni, da ni dovolj dobra ideja, moraš postati dober obrtnik. To se pravi, oboje more biti. Ne? In da nisi takoj zadovoljen z vsako rimo, ki preleti. A ne? Nazaj pa zakaj? Mislim, fajn, čestitam. Ne? Ampak veliko pesmi danes slišimo na radiju, ki še niso jih napisali 30. Se strinjam. Boštjan, kaj ti meniš? Glede Ne rabim še napak. nek 20 pesmi napisati. Pa smo že blizu. No, ampak kaj ti meniš, ne? Tako kot je Andrej rekel? Se tudi ti strinjaš glede ustvarjanja? Je potrebno malo dlje, da prideš do tega, kar si želiš, pa da si rečeš, to je ta pesem, ki bo šla zdaj ven. Ne, jaz se strinjam, da na začetku moraš en kup sranja napisati, če lahko se tako izrazim, in en kup, da se naučiš, kaj je dobro, kaj ni dobro. Mislim, v bistvu se popolnoma strinjam z njim, ko sem isto delal tudi jaz, ne? Oziroma mislim, da še zmeraj pišem slabe pesmi. Ampak ja, in filter dobiš, tako bom rekel, nek filter, da prefiltriraš, kaj je za publiko, kaj ne bi bilo za publiko in kaj je bolj, da ostane v predalu. Hvala obema. Zdaj bi pa jaz vseeno poslušala naslednjo tvojo pesem. Boštjan, izvoli. Čez konfin si kdaj zaželim na feto pršuta panin.
staro in mlado, ima navado, na osmici naredi si zabavo. Vino belo ali rdeče, te dvigne pod roko, dan se pleše. Ne grem še domov, preveč je lepo, tako govori mi srce. Kraška osmica, žerdeča solica, narezek za dva, ljubezen da, ma sprazni žehleš dol do dna. Primem kitaro za staro in mlado, zahvalim musko te pravo. Vino belo ali rdeče, te primem pod roko, dan se pleše. Ne grem še domov, preveč je lepo, tako govori mi srce. Kraška osmica, žerdeča solica, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Je res bilo lepo, trudno je moje srce. Kraška osmica, žerdeča solica, en, dva, tri, štiri. Gremo domov, je res bilo lepo, trudno je moje srce. Kraška osmica, žerdeča solica, Kraška osmica. Ta je bila kratka zgodba, ne? Ampak zakaj osmica kraška? Se je tam kaj zgodilo tako posebnega? Mrzkatera štorija. Mrzkatera, ko tudi ni za v javnost, in mrzkatera, ko je končala na kakšnem od mojih albumov. Osmica je, to je bilo v stari Avstriji, ne vem, koliko pozna štirna Slovenija, in jaz večinoma zahajam v zamejstvo, tam so še tiste te prave osmice, ko dobiš res domačo hrano, domače vino z tudi kar ugodno ceno. V stari Avstriji, tako Marija Terezija dala, v Avstriji so lahko kmeti 8 dni na leto prodali pridelke, ko so jih imeli viška, ko niso bili za lastno uporabo, z neko simbolično ceno, in v zamejstvu tega kar dosti, in mi, če nimamo kaj početi za vikend, se zapeljemo čez mejo, samo moramo imeti zmeraj treznega šoferja, zato razmišljamo pametno. Andrej, kolikrat je pa tebi dala kakšna osmica? Dobro zgodbo. Ja, zdaj takole je. Jaz sem bil na osmicah, no, tako da vem, o čem poje Boštjan, in vem tudi, da poje zgodbe iz njegovega okolja. Ne? To je Kras, to je to okolje ob meji in čez mejo, očitno. Ne? Marija Terezija je bila toliko dobra, da je kmetom dala to možnost, in kljub temu, da so se vladarji zamenjali, še zdaj osmice laufajo in jih poznamo celo na Gorenjskem, ne, njihove. Drugač pa vsak mora pač rasti svojega okolja in srkati svojega okolja kot vsaka rastlina. Ne. Pa so kdaj na tebe vplivali tiste najbolj intimne kakšne zgodbe? Madonna, jaz sem poln intimnih zgodb. Normalno. To so najbolj tiste, ki je seveda, ker to je edino, kar imam, moje zgodbe. Intimne, poduhovljene in pa
Vi ste malo smešni. Vedno izhajaš iz sebe. Ne, Andrej? Seveda, recimo prej ste govorili o Martinovem lulčku. Ne. To ni bilo mišljeno, da bo komad, ampak to je očetovo navdušenje nad moškim potomcem. Ne. In zdaj seveda to je prepovedana pesem in jo nikjer na nobenem radiju ne slišiš. Edino, kjer jo pa redno slišiš, so pa vrtci. V vrtcih pa pojejo to. Ne? A veš, tako da, ampak to je bilo nekaj za domačo rabo. Ampak potem, ko smo šli snemati eno oddajo na Triglav in Martin je bil že 1 leto star in seveda sem mali razložil in zapel. In seveda Martinov lulček je kot ko postal bo tak kot Triglav, ne, se je, ko bo zrasel ta mali lulček, postal bo velik kot Triglav. In to smo potem celo zapeli v kamero in naenkrat je bilo to, ko smo prišli iz tega snemanja dol, so vsi poznali komad Martinov lulček. Evo. In kmalu zatem, naslednje leto je šla dvojna velika plošča Ideje spod odeje, kjer je bil tudi živa verzija. Ampak to je bil hec. Naenkrat je bilo to še danes. Katero pesem od Šifrerja pa poznate? Vsaj eno, ne? Madonna, jaz sem Prihaja 200 lev. komadov posnel, oni pa lulčka poznajo. A veš. Poznamo jih več, Andrej. Za prijatelje, Gorska roža. Ja, eni ne, predsednik Kučan me vedno pokliče lulček, ki me zagleda. A veš, mislim, imaš ljudi, ki ne bojo nikoli preživeli tega. Ne? A veš. Boštjan, a tudi ti sanjaš o tem, da bi kdaj imel, pa si želiš kakšno zimzeleno, kot jo Pesem o ima Andrej? lulčkih, upam, da ne. Sam nikoli ne veš, pač, katere zgodbe te zadane, te prizemljijo oziroma ti pade. Jaz doskrat, mislim, v večini primerov sanjam pesmi in smešno je, da zmeraj ob 4 zjutraj, 4 nič. In je bilo, jaz sem bil ta vikend v Dublinu in sem videl, da je razpis za nek festival in bi se lahko prijavil, ma nisem imel pesmi in sem sanjal, da sem bil v Dublinu spet in smo igrali nek komad in sem se zbudil in sem sam tisti komad zaigral, posnel diktafon in sem šel spat nazaj. In mislim, da bo dober komad, ne? Torej, Bravo. sanjaš o tem, da bi le imel tudi ti v prihodnosti, se ti zdi, ne, da je to naključje? Kaj je to? Ne. Ne moreš To ne vedeti, moreš kaj bo. vedeti, ja, Ne pač to moreš se vedeti, zgodi. v redu. Ja, ampak... Jaz nikoli ne pišem hitov, jaz pišem pesmi. Če se pa kakšna dotakne koga, super, če se pa več njih, pa še bolj za moje avtorske pravice in za tekvin. Ne, kaj je tisto, kaj je vsebina, da veš, a ne, da je to, da veš, da bo zimzelena. Ko delaš pesem, ne veš, kaj se bo z njo zgodilo. Prvo kot prvo pa je, da če ti kuhaš v sebi to mora iti ven. To mora iti ven. To je isto kot prebava. Mislim, zbolišče ostane v tebi. Ampak poglej, Andrej, za prijatelje. Pesem, ki se začne ali konča na vseh zabavah. Vsi jo poznajo. Kaj moram? Ja, ampak kaj je to, kako se to zgodi, da rata v življenju glasbenika en hit? Mislim, če bi vedel, bi jih več napisal. Tako pa, Se verjetno Andrej ni veril, da bo to hit. Kje pa? Predvidevam. ta je rata, ali se da v recimo, ljudje, ali pa tisti, ki pridejo na moje nastope, seveda kličejo za gostilne, recimo je tudi ena taka, ki jo vsi znajo, Gorska roža, vsi pojejo zraven. In zanimivo, ker komad je največkrat kliknen Kateri? na YouTubu od Andreja Šifrerja. Sprašujem tebe. Za prijatelje. Ne, Kater pa? jaz tebe sprašujem. Fanti, Bom- pejte pogledati na bom telefon. povedal, na no. hitro. Uspavanka za Evo. Ekora, to smo Uspavanka za pozabili. Evo. To smo pa tudi doskrat igrali. Ampak zakaj? Zato, Ker dajo otrokom za uspavanko. Enkrat po tenisu je prišla ena, kasneje se je izvedela mlada mamica in se je komaj odtrgala od svojih prijateljic. Ne, da ne boš šla tja, da mu ne boš to rekla. Ampak ona je prišla, rekel, gospod Šifrer, prišla sem vam povedati, da ste vi vsak večer z mano v postelji. Sem rekel, uspavanka, točno prav s tem, da imamo mi Emo in Zojo, samo zamenjamo ime in imata svojo pesem, prav, zaspita. To je bistvo. To se pravi, mama telefonček
No, gremo pančkat, pa imamo čez 3 milijone klikov. No. Boštjan, ko govorimo že o YouTube kanalu, Ja. kako se pa tebi zdaj zdi ta YouTube, nova tehnologija? A ti pomaga pri prepoznavnosti? Je to ta kanal, kjer se lahko Dejstvo je, posluša da svet je pesmi? šel naprej in to je zdaj medij, na katerem večina ljudi posluša, oziroma razni te Spotify in streaming servisi in podobno. Jaz sem pa še zmeraj pristaš albumov. Jaz imam grozno rad, ko si vzameš čas za pesmi in jih poslušaš tako, kot je avtor si zamislil, pa celo zgodbo. Tudi jaz, ko pišem albume, so ponavadi, imajo nek koncept in če ne tiste pesem ne pride na album in jaz si grozno rad usedem in si dam cel album. Tudi ko se vozim recimo na koncerte ali pa poučevanja in tako naprej, si dam zmeraj cel album, vsaj na začetku. Ampak ti misliš, da albuma ne moreš predstaviti preko spleta? Mislim, seveda ga lahko, sedaj danes smo tukaj. Ja, naprimer, ne? Do zdaj smo igrali vse pesmi z novega albuma, ki je šel lani, več kot beseda. Zaigrali bomo tudi eno z prejšnjega albuma, ki ga, mislim, da ne vem, če smo jo sploh kdaj v živo igrali, ampak sem se odločil za malo drugačno, da malo prevetrimo, da niso zmeraj mene in iste zim zelene. Ker tudi avtor se ne veliča, in verjetno se bo Andrej strinjal, se ne veliča tistih, da je spet to, ne? Da je spet za prijatelje. Za prijatelje moram vedno. Ja. A ni to lepo? Potem gostilne, gorska Tako. koža, Evo, to vedno. Ampak obstaja pa nekaj, kar te rešuje. To, da ko ti ljudem daš to pesem, oni vstanejo, pojejo, ti vrnejo nazaj. Ti neke moči pridejo nazaj in si rečeš, dal sem jim tisto, po kar so prišli. In to je dober občutek. To je res. Pa lahko preko spleta se ti zdi, Andrej, da dosežeš več poslušalcev? Zdaj tako, jaz imam pač tistih 5000 sledilcev na profilu, pa nekih 10 000 na pageu. Vse to mi rihta moja Mirjam, žena, ki mi pač pomaga, da sem digitalen. Drugače, meni otroci pravijo, da sem njihov analogni oče. Ne. Pa je bolj analogen, Andrej. Sreč imam pa v svojem življenju pač žensko, ki me digitalizira. Ne. In to mi rešuje ta del, ki ga verjetno bi se tudi naučil, ampak težje. Ne. Pa misliš, Andrej, če bi eno izmed tvojih pesmi, naprimer, podprli z novo tehnologijo, računalniško, zdaj po novem, ne? Govoriš o novem aranžmaju? Tako, v novem Ja. aranžmaju. A bi lahko isto ta pesem podala čustva, kot tista, ki je v originalu? Ne vem, odvisen, kdo bi to naredil. Včasih si presenečen, včasih imaš izjemno, recimo Uspavanka za Evo v angleščini, ki jo poje Jam Cook, je dala tako novo dimenzijo temu komadu, da povsod povem, da je to najboljša izvedba te pesmi. A veš, to se pravi, eni so pa hoteli narediti neko tehno verzijo in so mi poslali, kako bi naredili, pa ni sem šlo rekel, skozi. Ne. prosim, ne gre. A veš, Pazi, kakšno verzijo boš delal od Andreja. Ne? Tako. Lahko heavy metal. To je bila zanimiva. Jaz že vem. Stvar dogovora. Se vas zmenila. Tako. Ampak vseeno, ne? Kaj sledi v naslednjem komadu? Mislim, jaz dostakrat mi reče, da sem stara duša ujeta v mladem telesu, sicer zjutraj, ko se zbudim, se ne počutim več toliko mladega, kot kakšno leto nazaj. In ta Dobro izgledaš. Hvala. In ta pesem opisuje v bistvu čase, ko so bili v cajtu moje none v mojem okolišu, tako bom rekel. No. Je ta delovni naslov je bil Vital Confine, se pravi življenje na meji, in opisuje točno to, kar na Primorskem je res drugače. Je drugače, kot v ostali Sloveniji in tako, no. Naj si poslušalci poslušajo besedilo in ne začutijo to pesem. Izvoli, Boštjan Pertinač, naslednja skladbica, Oder je tvoj.
Ona mi je pravila, ko je bila mlada, šal do lažje je bilo. Ni bilo interneta, sam bicikleta, oja lažje je bilo. Kakšen bo, so si vzeli cajt, za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, da danes več ni. Danes pulmo ekrane, smo duše prodane. No, nam je pravila, ko je bila mlada, šal do lažje je bilo. Kakšen bo, so si vzeli cajt, za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, da danes več ni. Za prijatelje, familijo, za dobre ljudi, da danes več ni. Koncert za dva. Koncert za dva, nekaj najlepšega. Sva uživala, ne, Andrej? Mi dva danes. To je bilo pa čist irsko. Tako, dobro. No, ampak Se sliši, vidi. zelo irsko se sliši. Še piščali bi rabutle, harmonika je bila približno. No? Sej na posnetku so piščali, so te uvisi. Aha, ja. So, ja. Andrej, zdaj bi pa še jaz kaj od tebe rada zvedla novega. Kaj se pa kaj pri tebi dogaja? Kaj boš zulekla iz mene? Ja, povej mi vse. Kaj mi boš prišepnil? Oj, vse ti ne morem povedati, veš. Ampak takole je, no. Pod zastavo, ki se ji reče pol stoletja pisanja in petja, nekako začenjam nek dveletni ciklus, kajti konec leta bo 50 let, odkar smo posneli Zaljubil sem se v svojo zobozdravnico, Super. grenko vino in bil sem mlad, fant vesel in rad sem lepe pesmi bil. Skratka, to je bil prvi mal bolj, to so bili prvi mal country posnetki, bil sem mlad. Zobo blues je bil blues. Grenko vino je bila neka ta poduhovljena inačica, pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil, vse pozabljam, se odklanjam, rad ostal bi sam, rad bi se smejal, a zdaj še tega več ne znam. Ne, to so ti zgodni poskusi tega, da ne veš točno, kam spadaš, se ne znaš pozicionirati. In potem na podlagi teh pesmi, ki so bile izdane na plošči, mali plošči Zobo blues, ki je izšla 6. januarja 1977 in že potem 30. junija 1977 sem diplomiral
na pravni fakulteti. Oktobra, novembra sem že snemal veliko ploščo v Londonu. 8. januarja 1978 sem imel prvi veliki koncert v mestnem gledališču. V prvi vrsti so bili Privšek, Majda Sepe, Mojmir Sepe, Robežnik, njegova Dana, Bojan Adamič. Mislim, jaz bi mogel se podelati v hlače, ampak ne. Kajti jaz sem prej igral 10 let tabornikom. Vsak večer, zame so bili to taborniki. Ne. Nekako je oče ni hotel iti na ta koncert, mama ga je prisilila. Ne. In imel sem tudi Lojzeta Slaka na harmoniki, da je odšpilal 16 taktov pesmi Moj oče, v pesmi Moj oče. In mama je žarela, vsi žarometi so bili uperjeni vanjo. Gospa, to je vaš sin, ja čestitamo, ja to. Ona je bila v središču pozornosti. Foter je pa vzad sedel v ta zadnji vrsti. Sem rekel, ta pej dol, no, pismo, malo se jim pridruž. Prav, to ni za mene, to je za mat. To je za mamo, to ni za me. Sem rekel, kako si ti pa zdel koncert? Pa prav, tistih 16 taktov, ki jih je Slak zaigral, je bilo še kar. Pa sem pa bolj na ura gledal, kdaj bo konc. Kakor je bila mama, vzpodbujevalec, ona je prva slišala vse moje pesmi, je bil foter tist, ki mi je nazaj dajal, prav, ti nisi za muziko, ti ne znaš. No, ampak vedno rabiš nekoga, ki te spodbuja in nekoga, ki te malo nazaj drži. Tako da sem imel kombinacijo in zdaj, če je bil to 8. januar 1978, sem 11. januarja šel k vojakom za 1 leto. V čist drug svet. Jaz sem mislil, da se je čas ustavil. In prvo, kar sem zagledal na vhodu v kasarno v Novem Sadu, je pisal, pazi, neprijatelj sluša. Madonna, jaz pa glih od neprijateljev iz Londona, glih smo posneli vse tam gor. In potem so me tudi, sem dobival angleške časopise v kasarno in so me tako prijavili in sem bil na raportu pri zajebanemu majorju, ki je rekel, čitaš strane novine. Sem rekel, ali to je samo v muzici? Pa pravim, baš si naivan. Možda je v muzici, ali između redaka. To je protiv Tita, Kardelja iz samoupravljanja. Evo. On je več vedel, jaz pa naivan. In zdaj, seveda, ko sem z vojske prišel, sem se nekako spoznal z jezikom, ki ni bil moj. In že 1979 smo posneli Od šanka do šanka, ki je v srbščini in hrvaščini. Do takrat nisem vedel, nisem ločil. No, ampak sreči se je tukaj pojavil Arsen Dedić, ki mi je lektoriral tekste, šel z mano v London in mi pomagal pri izgovorjavi. In 2 let kasneje od tega sem pa posnel dvojno ploščo Ideje spod odeje. Moji Angleži iz turneje po Avstraliji in po Daljnem vzhodu so prišli v Ljubljano. Dave Cook, Bill Thorpe, Burt Jennings, Kevin Larn na bobnih. Skratka, ekipa, ki je spremljala Cliff Richarda, ki je bil takrat velika zvezda, so prišli direktno, samo cune so zamenjali, pa smo v studiu Tivoli snemali 3. ploščo. 4. sem šel pa spet v London, Nove pravljice, kjer je tudi Ostani z nami. No. In tako, in potem je bilo 7 let pauze. Po 7 letih pauze sem pa spet, ker sem se prenasitil, sem pa naenkrat spet začel kitaro v avto nositi in spet špilati po gostilnah. In pesmi so prihajale. In ko me je klical prijatelj, da se je ločil in se bo iz Clevelanda preselil
Steve, kam se boš preselil? V Nashville. Sem rekel, a te pridem kdaj obiskati? Prav, a bi snemal? Sem rekel, hvala. Meni se je zdelo, da z Bogom govorim. Veš. No in prišel sem k njemu in smo naredili demo posnetke prvo in je vprašal eno zanimivo stvar. Prav, Andreja, zame je to vse isto. Ne razumem tekstov, ne razumem, zame je to isti štos. Daj mi povej, a je kakšna pesem tukaj, ki je ženskam všeč? Sem rekel, lej, Steve, to so nove pesmi, jaz ne vem. Čak mal, zanimivo, da si to vprašal, ker vedno, ko pa tole zaigram, pa punce rečejo, daj še enkrat. Kako je pa naslov? Šum na srcu. Je rekel, to bo hit. Pesmi, ki so ženskam všeč, so hiti. Pozab desce. Ne? In v bistvu jim prav. Ne? Tako da na tej plošči iz Nashvilla so pa Umrla je država, Šum na srcu, Uspavanka za Evo, so vse country. Vsi hiti. Tako. Ne? Pozdravi doma svojo ženo in moje otroke. To so pesmi, ki so nekako končale potem v 100 000 domovih. Kasete so se prodajale 6 do 7 tisoč na teden. To je bil čas nosilcev zvoka. In to je edina plošča, edin šopek mojih pesmi, ki je izšel na kaseti, vinilni plošči in CD plošči. Prej je bilo samo kaseta CD, kasneje je bil sam CD pa kaseta. Tako da potem seveda sem šel na Irsko čez 4 leta. Naslednje leto sem šel v Kalifornijo, Laguna Beach. Moram reči, da na Irskem sem delal z Dublinersi. In to je bila pišurja, to je bil smeh. Ne. Ker oni so mi tudi povedali njihove zgodbe. Ne. In ena od njihovih zgodb je bila, da so eno leto pa pol igrali, so si že ime naredili Dublin in okolica in so pa vedno vadili v zadnji sobi njihovega puba, ki se reče O'Donoghue in še zdaj noter visijo njihove slike. Ne? In oni so tam, recimo 62. leta so začeli, 64. so tam vadili, se napili, skregali, stepli in razpadli. In potem mine en mesec, pa Roni, vokal, kliče Johna, prav, John, kaj če bi si mi enkrat dobil, pa spet malo probal, pa prav, ja, a nismo razpadli? Pa prav, jaz sem tudi mislil, ampak sem malo okoli klical, pa se noben nič ne spomne. To se pravi, da obstaja tudi dobra stran alkohola. In da Ministrstvo za zdravje bi to mogli vedeti, ne? Ker vedno opozarja. Okay. Zato pa Andrej, Povej. moram ti povedati to. Zdaj si mi povedal vso zgodbo. Ne še, tvojo. to je na pol. 50 let kariere, zato se mi vsi nastopajoči danes, vsi glasbeniki, tebi poklanjamo in ti želimo vse dobro še na naslednjih 50 let in pa za tvojo bogato glasbeno kariero. Zato pa, dragi glasbeniki, poklonimo se legendarnemu Andreju Šifrerju. Dobro, evo. Sprejmem, hvala. Vračam. Hvala tebi. Andrej, novo pesem imaš, nov videospot. Ja, ok. Zdaj pa tako. Nov album je v pripravi. Nov album je v pripravi, ja, ker? In bo izšel maja približno. Ampak naslednji januar imam veliki nastop v Cankarjevem domu, ki seveda se imenuje Pol stoletja pisanja in petja, in to 28. januarja. In 2 dni prej bomo v Postojni, potem upam, da se bomo dogovorili tudi za Maribor in z mano bodo moji Angleži, imeli bomo tudi orkester in kar nekaj nastopajočih, namreč v novem singlu z mano v začetnem delu nastopa Tomi Meglič,
iz Sidarte. Potem naprej pa nastopa Pero Lovšin in Manca Trampuš. Imamo Hatlaka Marka na harmoniki in seveda Domen Donholz iz Kvale tudi na kitari, pa Manca Trampuš za Perotom poje. Skratka, kup nekih slovenskih muskonterjev, Cvet njih je na tem singlu. Potem pripravljam spet nek drug singl, ki bo tudi na tej plošči. Na tej plošči bo pa seveda tudi remix pesmi Daj mi moč. Video za to pesem smo posneli lansko leto v Argentini. Dva brata Slovencev tretje generacije, Marko in Goran Magister, sta naredila, zdi se mi, v tej neverjetni Patagoniji, tako da je narava močnejša od šifrarja. Zato je ta video fajn. In upam, da bomo te stvari lahko predstavili v nekem času. To se pravi, sigurno bo to januar. Potem pa v juniju bo pa drug sklop, bomo pa spet okrog. Pertinač še ne ve, ampak on bo tudi nastopal. Zato na študiraj prihaja Leo. Telefonsko ima še. Tako da... Te čaka delovno leto, ne? Ja, ti greš kar naprej. Ja. Ampak nekaj ti moram povedati, preden greš kar naprej. Ja. Če lahko živiš in uživaš v tem, kar rad počneš, ti ni treba nikoli delati. In jaz ne bom delal. Jaz bom sam počel. In na teh besedah lahko zaključimo današnjo oddajo, Andrej. Hvala Boštjan in ekipa, hvala za celoten koncert, hvala tudi tebi, Andrej. 50 let glasbenega ustvarjanja. Hvala, ker sem te lahko spoznala, ker te tikam lahko. Sva se zmenila tako, super. ja. Zdaj pa lepo bodite v cvetju in zaključiva tamle, Andrej. Hvala, Nine. Hvala, Nine, tako. In pa naši gledalci, ki si bodo pogledali zdaj tvojo pesem z naslovom Daj mi moč. Daj mi moč. Če imel bi moč, da svetlobo bi razgrnil noč in nagnal zlo drhal, ki nam duše stiska v obroč. Če bi imel modrost, da med sprtimi postavim most, brvi z besed, ki topijo led, bi čez noč lahko tajal svet. Daj mi moč, da svetlobo bi lahko razgrnil noč in modrost, da med smrtimi postavim most. Daj mi moč, da svetlobo bi lahko razgrnil noč in modrost, da med smrtimi postavim most. Če bi imel pogum, bi se odpravil poiskat razum, izpuhtel je kot parfum, ta pozabljeni izum. Če bi imel 100 rok, bi nahranil tisoče otrok. Od ljudi, ki hrano mečejo v smeti, pa jih vest nikoli ne skeli. Daj pogum, da se bom odpravil poiskat razum in 100 rok, da nahranim tisoče otrok. Daj pogum, da se bom odpravil poiskat razum in 100
oči, ki ne vidijo stvari, kar se godi med štirimi stenami, gorje kitli med najbližjimi. Če bi imel srce, ki bi znalo razumeti vse, dobre, zle in nespametne, ki trpinčijo se ne vede.